Dober dan in lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci o okviru delovnega obiska zveznega kanclerja Republike Avstrije, gospoda Sebastiana Kurza. Gospod kancler, veseli nas, da ste se odločili za obisk naše države. Novinarska konferenca bo potekala v slovenskem in nemškem jeziku s simultanim tolmačenjem. Po uvodnih besedah obeh govorcev pa bomo sprejeli dve vprašanji iz strani slovenskih medijev in strani avstrijskih medijev. Prosim predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo, da prisotne nagovori. Dober dan, dobro jutro vsem, še posebej spoštovanemu zveznemu kanclerju sosednje države Republike Avstrije, gospodu Sebastianu Kurzu. Veseli smo danes tega obiska, še posebej zato, ker smo v zadnjih mesecih, pravzaprav vse od nastopa nove slovenske vlade v oktobru, ne samo tesno sodelovali, ampak je bila vsaj v tistih prvih tednih, najhujših tednih boja proti epidemiji koronavirusa Avstrija nekakšen zgled za nas. Avstrija je bila ena od redkih evropskih držav, za katero smo takrat verjeli in verjamem še danes, da je bila med najbolje pripravljenimi na to epidemijo in številne ukrepe, ki jih je Slovenija sprejemala takoj na začetku, ko smo bili še povsem sveža vlada, smo pošteno rečeno v veliki meri kopirali po vas in se vam za to pripravljenost, da delite znanje o tem, kako se spopasti z epidemijo, z nami posebej zahvaljujem. Zdaj, najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da je bila to tudi osrednja tema naših današnjih pogovorov. Nevarnosti epidemije še vedno ni konec. Je veliko vprašanje, kaj nas čaka med tako imenovano hladno sezono. Celotna Evropa se tudi danes spopada z povečanim številom infekcij, hvala Bogu pa ne z tako velikim številom dejansko obolelih ali umrlih kot med spomladansko sezono epidemije, kar je verjetno rezultat tega, da smo se nekaj naučili, pa tudi ukrepov, ki jih pač predvsem zdravstvene oblasti v vseh državah Evropske unije sprejemajo. Kljub temu je nekaj odprtih vprašanj glede mesecev, ki so pred nami in dogovorili smo se, da bo naše sodelovanje na tem področju tudi v prihodnjih tednih in mesecih zelo tesno. Zdaj, kot smo se naučili iz pomladnih tednov in mesecev, je še posebej pomembno sodelovanje sosednjih držav. Takrat smo marsikaj rešili na podlagi neposrednih stikov, kontaktov, telefonskih pogovorov, kolone na mejah, tranzite, obiske gospodarstvenikov, številna druga odprta vprašanja, ki nastanejo takrat, kadar se življenje ne more več odvijati normalno. Pogovarjali smo se tudi o našem gospodarskem sodelovanju. Avstrija je visoko na prioritetni listi gospodarskih partnerjev. Slovenija je tretji partner v medsebojni izmenjavi blaga in storitev, prvi investitor v Sloveniji, prvi tuj investitor v Sloveniji, kar je še posebej pomembno. Gospoda kanclerja sem obvestil, da slovenska vlada pripravlja nekaj tako imenovanih debirokratizacijskih ukrepov, na podlagi katerih bo slovensko poslovno okolje še bolj ugodno za investiranje in z tega vidika je krepitev investicij iz Avstrije v Sloveniji zelo dobrodošla. Zdaj pred nami vsemi, ki smo člani Evropske unije, tudi bližajoči se vrh oziroma seja Evropskega sveta. Na temo številnih odprtih, predvsem zunanje političnih vprašanj, s tem zvezi sva govorila o problemu, s katerim smo se ukvarjali zadnja leta intenzivno in se še vedno ukvarjamo, to so ilegalne migracije. O naporih, da se tukaj doseže nek bolj poenoten evropski pristop,
in o nevarnosti, ki na tem področju izhaja iz zaostrene situacije v vzhodnem Mediteranu, kar se lahko odraža na povečanem pritisku že v prihodnjih tednih. Tukaj je Slovenija že v zadnjih dneh podala nekaj iniciativ, kako okrepiti varovanje zunanjih in šengenskih meja Evropske unije, predvsem pa kako pomagati tistim državam, ki bodo pač prve na udaru, predvsem Grčiji, če se razmere zaostrijo, zato da se ne bomo ponovno srečali s čem podobnim, kar je pretreslo Evropo pred 5 leti, leta 2015. Zdaj govorila sva tudi o bližajoči se, oziroma jaz sem omenil bližajočo se 100. obletnico koroškega plebiscita in zelo pozitivnega, ugodnega ozračja, ki je zdaj v času pred to obletnico, hvalevredne iniciative predsednikov obeh držav. Gospod kancler se bo kasneje o tem pogovarjal tudi z našim predsednikom republike, gospodom Borutom Pahorjem. Tukaj nekaj odprtih vprašanj vezanih na statuse manjšin oziroma narodnih skupnosti, ki se bodo lahko bistveno lažje reševale v ozračju, kakršnem je zdaj, kot pa recimo kdaj v preteklih desetletjih, ko je bilo to ozračje bistveno manj ugodno. Toliko za začetek. Še enkrat, gospod kancler, hvala lepa za ta obisk. Zelo cenimo. Sosednje države so po tej izkušnji, ki jo imamo iz marca in aprila letošnjega leta, še toliko bolj dragocene. Vedno je v takšnih situacijah sosed tisti, ki ti lahko prvi pomaga, in če ti odnosi niso dobri, potem imamo vsi težave. Hvala Bogu so naši odnosi dobri in zato so tudi takšne težave v izrednih situacijah bile manjše. Hvala lepa. Gospod predsednik, sedaj pa k besedi vabim zveznega kanclerja Republike Avstrije, gospoda Sebastiana Kurza. Prosim. Najlepša hvala. Spoštovane gospe in gospodje, dragi Janez, spoštovani predsednik vlade, hvala lepa za povabilo in veseli me, da sem lahko danes tukaj med vami, da sem vas lahko obiskal. To je moj prvi bilateralni obisk v tujino, odkar je izbruhnila pandemija, in mislim, da je to tudi znak zelo dobrih odnosov med Slovenijo in Avstrijo, tudi če naši odnosi v zgodovini niso bili vedno tako dobri in so nas postavljali pred izzive. Zagotovo živimo v prav posebnem času in v tem času tudi politično sodelujemo. V preteklosti je bil bilateralni obisk nekaj, kar je bilo nekaj izključno veselega. Danes se začnejo ti bilateralni obiski tako, da moramo sami in celotna delegacija napraviti protikoronski test, da se ne pogovarjamo več samo o tem, ali si bomo izmenjali darila, ampak se pogovarjamo o tem, kje je treba si nadeti masko, kje jo je lahko smemo odložiti. Že pri pozdravu samem je to nenavadno, kajti danes v Avstriji se več ne pozdravljamo s tem, da si sežemo v roko. Tukaj je bilo malce drugače, v Sloveniji si še vedno sežete v roko, zato si roke že poprej dezinficiramo in tudi takoj potem, ko se to stori. Torej, ti protokoli so se zelo spremenili v teh časih. Žal pa se bomo morali to ohraniti. Še kar nekaj časa vidimo že luč na koncu predora, kar se tiče boja proti pandemiji. O tem sva že govorila, vendar pa nas čakajo še težki meseci in zato smo veseli, da tako dobro sodelujemo s sosednjimi državami, tudi z vami, in zahvaljujem se ti za to stalno dobro sodelovanje, ki smo imeli ves čas pandemije.
Poleg tega pa nas veseli, da je Slovenija za nas tako pomemben gospodarski partner. Več kot 1000 avstrijskih podjetij je aktivnih v Sloveniji. Imamo, torej naša trgovinska menjava znaša več kot 5 milijard evrov. Smo torej pomembna trgovinska partnerica Slovenije in iskreno čestitam za te nove ukrepe na področju deregulacije, ki jih izvaja sedanja slovenska vlada, kajti to je nekaj, kar avstrijski naložbeniki zelo pozdravljajo. Seveda pa imamo tudi tesno izmenjavo med ljudmi, med Avstrijci, med Slovenci. Imamo nemško torej imamo slovensko narodno skupnost v Avstriji, s katero zelo dobro sodelujemo. Tudi naš nov vladni program obsega mnoge dobre ideje, kako bi lahko z slovensko narodno skupnostjo sodelovanje še poglobili in še bolje podprli to sodelovanje. Hkrati pa bi seveda bili zelo hvaležni, če bi tudi Slovenija priznala nemško govorečo narodno skupnost v Sloveniji. Obravnavala sva tudi nekaj zanimivih tem, sosedskih tem, kot je na primer nuklearka v Krškem. Imamo pa tudi celo vrsto tem, kjer smo na istem stališču, ki nas povezujejo. Zelo pomembna tema je trenutno naše skupno sodelovanje v Evropski uniji. Slovenija in Avstrija se skupaj zavzemata za to, da bi imeli boljšo konkurenčnost Evropske unije, torej da bi bila konkurenčnost v Evropski uniji boljša. Potrebujemo tudi digitalni notranji trg, močan digitalni notranji trg, da bo Evropska unija ostala konkurenčna v globaliziranem svetu in da bo še naprej zagotavljala rasti napredek v Evropi. Seveda sva se ustavila tudi ob migracijah, kjer tudi zastopava enaka stališča, torej Avstrija in Slovenija sta prepričani, da je treba zaščititi zunanje meje Evropske unije, kajti Evropska unija mora ostati takšna, kot je, torej brez notranjih meja. To mora ostati samo po sebi umevno. Žal pa je tudi tako, da v Turčiji prihaja do tega vedno bolj negativnega razvoja in tako se spreminja tudi naš odnos do Turčije. Torej, Turčija ne uporablja samo migrante kot orožje proti Evropski uniji, temveč doživeli smo, da je nedavno tudi kršila mednarodno pravo v Sredozemlju. In po našem mnenju si zasluži Grčija našo popolno solidarnost. O vseh teh temah sva danes govorila, tukaj imava podobna mnenja, zastopava enaka stališča in danes popoldan bova nadaljevala še te pogovore in zelo smo veseli, da imamo v Sloveniji sosednjo državo, partnerja, s katero imamo dobre bilateralne odnose in s katero tudi v Evropski uniji delujemo skupaj. Hvala lepa. Vabim gospod Majo Lazar-Jančič iz Slovenske tiskovne agencije, da postavi prvo vprašanje. Prosim. Pozdravljena. Torej, omenila sta, da sta govorila tudi o migracijah ilegalnih. Zanima me, ali sta slučajno uskladila stališče tudi glede bolj poenotenega pristopa Evropske unije glede tega vprašanja in kako si predstavljata tole poenoteno stališče oziroma politiko do migracij. Drugo me pa zanima za kanclerja Kurza. Napovedan je bil plebiscitni dar manjšini ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Kako daleč je ta realizacija in kako se počutite pred današnjim plezalnim podvigom, katero od več kot 140 smeri severne stene nameravate ubrati? Ja, hvala lepa. Kar se tiče migracij, mislim, da pač delimo stališče, da je prva stvar, ki jo mora Evropa narediti za to, da bo ta problem obvladala, zavarovanje svojih zunanjih meja. Šele, ko bodo naše zunanje meje zavarovane, se pravi, ko ne bomo govorili o množičnem kršenju pravil, potem se je možno s tem problemom spopadati tudi znotraj, ker gre potem predvsem za menedžiranje oziroma za uravnavanje legalnih migracij, ki so vedno bile in vedno bodo, in za pač spopad z bistveno manjšim problemom, ker če so meje varne, če so meje dobro zavarovane, potem je ilegalnih migracij malo in je ta problem obvladljiv. Se pravi, Evropa mora predvsem
investirati oziroma kot Evropa moramo predvsem investirati v varovanje zunanjih meja in tistim državam, ki imajo zunanje meje Evropske unije, pomagati, jih ne prepuščati same in potem zaradi tega sprejemati sekundarne ukrepe na notranjih mejah. Kar se tiče pa potem pristopa do sprejemanja migracij, pa mora biti evropska politika fleksibilna, ker nismo vse države v enaki poziciji. Ampak še enkrat, to je, če se začnemo pogovarjati o tem, kako deliti kvote, je to pristop na napačnem koncu. Najprej je treba zagotoviti spoštovanje prava, spoštovanje regulative in to je mogoče samo na ta način, da zavarujemo zunanje meje. In Slovenija bo veliko naporov usmerila v to, da naše partnerje v Evropi prepričamo, da je to absolutno prva prioriteta in je pripravljena sodelovati aktivno na vse možne načine pri pomoči državam, članicam Evropske unije, ki imajo zunanje meje Evropske unije. Mislim, da je bilo to vprašanje zame. Ja, vprašanja, ki se mene tičejo, sta bili enostavnejši in težji, oboje hkrati. Torej, kar se tiče slovenske narodne skupnosti v Avstriji, torej imamo dobro, pozitivno sodelovanje, ogromno ukrepov smo predvideli v našem vladnem programu, da okrepimo to sodelovanje in seveda ob tej obletnici bomo sprejeli še celo vrsto drugih ukrepov, na katerih delamo tudi skupaj s slovensko narodno skupnostjo in ki jih želimo uresničiti in to seveda je naš odnos morda zgodovinsko malce obremenjen, ampak to sodelovanje bomo zagotovo zelo podprli v prihodnje. Kar se pa tiče drugega vprašanja, torej nisva še začela plezati po tej severni steni in gospod premier je zelo izkušen plezalec, tako da tukaj nimam nekih strahov, bojazni, če bom sam uspel, o tem pa bom kaj več povedal danes večer. Sedaj pa sledi vprašanje gospoda Štefana Ospernika iz Avstrijske tiskovne agencije. Prosim. Ich habe auch eine Frage für beide Regierungschefs. Imamo vprašanje za oba predsednika vlade. Začel bi z vami, gospod Janša. Prejšnji teden ste dejali na posvetu slovenske diplomacije, da si država ne more več privoščiti ponovne zaustavitve javnega življenja v koronakrizi. Ali to pomeni, da do take zaustavitve, torej takega lockdowna, ne bo prišlo še enkrat? Und eine ähnliche Frage auch an Sie, Herr Bundeskanzler. Gestern hat in Ostösterreich die Schule begonnen. Viele Eltern fragen sich, wie lange die Normalität, die ja eigentlich keine Normalität ist, weil man muss Masken tragen, man kommt nicht zu den Kindern. Es ist alles andere als diese Normalität, die Sie beide hier da demonstriert haben. Wie lange die andauert? Tudi starši pridejo v šolo z maskami. Torej, kaj menite, kako dolgo bo ta normalnost trajala in ali ne bi bilo smiselno, da se odpovemo šolski smučarski sezoni, da bi šole ostale dalj časa odprte? Morda lahko takoj začnem. Prav imate. Dejali ste, da danes normalnosti nimamo. To ni običajno življenje, ki smo ga vajeni. Ta čas, današnji čas je zelo nenavaden, nas postavlja pred velike izzive in zagotovo moramo sedaj razmišljati o zadevah, o katerih v preteklosti nismo nikoli razmišljali. Opisoval sem že prej to situacijo, ko pride do takega obiska. Točno je, vemo, kdaj moramo si nadeti masko, kdaj smemo odložiti in to velja tudi danes za šole, za učitelje, otroke in starše je to zagotovo velika obremenitev. Žal pa ni enostavnega odgovora na vaše vprašanje. Ta protokol bomo morali ohraniti še nekaj časa s ciljem, da bodo šole ostale odprte in da ne bomo zaprli šol in nasploh javnega življenja, da ne bomo imeli lockdowna, kot smo ga imeli v prvi polovici leta 2020. Ja, šol pa ne bi želel nekako povezovati z gospodarstvom oziroma zimski turizem in šol.
Torej, na vseh področjih našega življenja moramo poskusiti živeti, kolikor se da normalno življenje. Državniški obiski potekajo drugače kot v preteklosti, pomembno pa je, da smo po mnogih mesecih odmora spet imamo takšne obiske. Enako velja za šole, tudi te so bile zaprte, sedaj pa je pomembno, da so ponovno odprte in enako velja za gospodarstvo. Turizem v Avstriji je zelo pomemben gospodarski dejavnik in če upoštevamo, kakšen obseg je tu, tukaj gre za 50% bruto domačega proizvoda in v nekaterih zveznih deželah je ta gospodarski, ekonomski pomen turizma še višji. Predvsem zimski turizem je zelo pomemben za splošno gospodarstvo. Tukaj gre za celo vrsto delovnih mest. Gre za to, da ljudje morajo živeti od svojega dela, morajo imeti to možnost. In ja, zagotovo ne bo vse potekalo tako, kot je bilo poprej. Potrebujemo pravila. Vendar zimski turizem in smučanje bo možno v Avstriji in vse bomo storili, da bo to potekalo na varen način. Te smučarske zabave na smučiščih, ki jih poznamo iz siceršnjih sezon, tega zagotovo ne bo. Ministrica Köstinger in drugi ministri Anjober bodo predstavili podroben koncept zimskega turizma v Avstriji. Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, če začnem odgovor ravno na tej temi. Zdaj, po teh 6 mesecih praktično, odkar se spopadamo z epidemijo ali pa z koronavirusom izven epidemije, je v veliki meri bolj jasno, kaj je res nevarno, kaj je srednje nevarno, kaj je manj nevarno in kaj je nenevarno. In to velja za različne dejavnosti, tudi za turizem. Zdaj imamo izkušnje, ki jih recimo med lansko zimsko sezono nihče ni imel. Ve se, kaj je tisto, čemur se je treba izogibati in ve se, kaj so tiste aktivnosti, ki jih je možno izvajati brez kakšnegakoli resnega tveganja za okužbo ali pa za prenašanje okužbe. No, in z tega vidika mislim, da je gospod kancler že omenil pač te kritične točke, kot so nočne zabave, nočni klubi, disko klubi in tako naprej. Mimogrede, Slovenija tudi, ko je razglasila konec epidemije, ni dovolila odprtje nočnih klubov, disko klubov in ostalih barov, ker je ostalih pač točk, za katere vemo, da so ključni vir raznašanja virusa. Mimogrede, to smo svetovali tudi sosednji državi, kamor veliko Slovencev odšlo na dopust preko poletja. Tako da se strinjam, ni mogoče zato, da izključimo prav vsako možnost okužbe kompletno zaustavljati javnega življenja. Ker so posledice takšne zaustavitve hujše, kot pa so posledice eventualne nizkega števila okužb, s katerimi se lahko zdravstveni sistemi naših držav spopadajo. Tukaj je zdaj že precej lažje določljiva meja, kot je bila spomladi. Tudi ko gre za gospodarstvo, je pač še posebej pomembno, da so nekateri ukrepi usklajeni vsaj znotraj Evropske unije. Na primer, Slovenija je ena od tistih držav, ki industrije ni zaustavljala, niti v času epidemije, tudi ko smo imeli zaporo gibanja na lokalne skupnosti in občine, tisti, ki so recimo bili zaposleni v neki tovarni v drugi občini, so lahko šli tja in so delali. In spomladi pravzaprav v slovenski industriji praktično nismo imeli primerov okužbe, ker je to sektor, ki se zna organizirati, ki je uvedel ukrepe in kjer so se ukrepi spoštovali. No, kljub temu pa je padec gospodarske aktivnosti v času epidemije spomladi v Sloveniji skoraj enako visok, kot je evropsko povprečje, kajti 80% našega trga so trgi Evropske unije. In če so tukaj zastoji, če so tukaj logistični problemi, če se tukaj trgajo verige, smo enako prizadeti. Smo skupen prostor, smo skupen trg in z tega vidika je usklajevanje teh ukrepov še toliko bolj pomembno in vsaj kolikor sem se jaz pogovarjal z
veliko kolegi iz držav članic Evropske unije, mislim, da vsi delimo to mnenje, da nekega, tudi če bomo soočeni z močnejšim valom, kot ga imamo sedaj, mislim, da smo to sposobni obvladati brez popolnega zaustavljanja javnega življenja in gospodarstva, ker bi bila tukaj cena prevelika. Je pa ključno vprašanje oziroma ključna dilema v zvezi s tem je to, je odgovor na vprašanje, koliko smo se vsi kot družba naučili iz te lekcije spomladi. Če se znamo prilagajati, če znamo presojati, potem to splošno zaustavljanje javnega življenja ne bo potrebno. Hvala zveznemu kanclerju Republike Avstrije, gospodu Sebastianu Kurzu, in hvala predsedniku Vlade Republike Slovenije, gospodu Janezu Janši, za ta današnji prispevek. Hvala tudi vam za vašo pozornost. S tem je novinarska konferenca zaključena. Želim vam lep dan še naprej. Hvala. Hvala lepa.